Današnji večer in večer, ki bo naslednji četrtek, sta v sklopu socialnega tedna, ki ga prireja Socialna akademija iz Ljubljane, o kateri bo kratko predstavitev dal tukaj njen predstavnik, gospod Igor Podbrežnik. Jaz bi ga prosil, če pozdravi v imenu in na kratko spregovori. Potem bom jaz prebral poslanico letošnjega socialnega tedna, ki je na temo v iskanju dialoga. Že sedaj se zahvaljujem Socialni akademiji, da nas je povabila, da nekaj teh srečanj vključimo v njihov socialni teden. Se mi zdi zelo lepo, da se tukaj iz zamejstva povezujemo z Ljubljano in še enkrat hvala Socialni akademiji. Bomo prebrali kratko poslanico tega letošnjega socialnega tedna in potem bomo si ogledali prav kratek posnetek, ki nekako uvaja v temo tega socialnega tedna, na kar bom obema gostoma prepustil večer in seveda publiki želim že sedaj prijetno poslušanje. Gospod Igor Podbrežnik, prosim. Spoštovani vsi navzoči, počaščen sem, da vas lahko pozdravim v imenu Socialne akademije, v imenu gospoda Cepina, direktorja Socialne akademije. Janko Korošec, vodja socialnega tedna, mi je prosil, da nas danes prav lepo pozdravim. Veseli smo, da nam je tokrat uspelo povezati ne samo veliko krajev v Sloveniji, ampak tudi malo čez mejo. In to se nam zdi velik uspeh in smo zelo veseli, da ste se nam pridružili. Kot rečeno, v letošnjem letu, v tem tednu, ki je pred nami, danes so se ti dogodki začeli, danes sem imel priložnost, oziroma nalogo, da grem v Novo mesto ali v Gorico in odločil sem se, da grem ravno zaradi razlogov, ki sem jih prej povedal. V tem tednu bomo v iskanju dialoga. Kaj to pomeni? To pomeni predvsem to, da v lanskem letu je bila naša tema Skoči ven. Mi smo v lanskem letu pripravili skoraj 100 dogodkov po vseh različnih krajih v Sloveniji in naš cilj v lanskem letu je bil, da pridejo ljudje ven in da začnejo aktivno se udeleževati dogodkov, razmišljati o narodu, o sebi, o prihodnosti, torej te družbene teme. Vendar smo v letošnjem letu ugotovili, da to ni dovolj, da preprosto v naši družbi nečesa primanjkuje in tisto, kar v naši družbi primanjkuje kot posledica neke dolge zgodovinske dobe enoumja, je, da ni dialoga. In v tem tednu mi iščemo dialog. Spoštovani, da skrajšam, vesel sem, da sem z vami, prepričan sem, da bosta danes gospod Podbrežnik in pa pater Lavrih, ki je včasih živel v Kamniku nekaj časa, da bosta povedala mnogo tega, kar je povezano z iskanjem teh pogovorov, dialogov. Hvala lepa. V iskanju dialoga. Obtičali smo. Vsaka skupnost se sooča s problemi, a nekatere jih rešuje hitreje, bolj učinkovito in bolj temeljito kot druge. Prav od sposobnosti reševanja problemov sta odvisna napredek skupnosti in kakovost življenja njenih članov. Ali v Sloveniji zaznavamo in rešujemo prave probleme? Kako se premakniti naprej? Kako skočiti iz vseenosti? Iz dneva v dan so nam v razpravo ponujene vsebine, ki črpajo iz razdeljenosti, zapirajo pot dialogu, ter za katere ne vemo, odkot so se znašle in kdo jih je ponudil. Ali državljanke in državljani znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih vsebinah? V iskanju dialoga.
Težko se o čem dogovorimo, zato se tudi težko zares odločamo. Večina časa se ne poslušamo in zgolj neučinkovito prepričujemo drug drugega. Je smisel dialoga res v prepričevanju drugih ali v nagovarjanju že prepričanih? Pravi dialog se zgodi takrat, ko smo se pripravljeni spremeniti tudi sami, ko tvegamo, da bomo iz njega išli vsaj nekoliko drugačni, kot smo vanj vstopili. S pravim dialogom vstopamo v svet sogovornika, popelje nas izven okvirov znanega in udobnega. V iskanju identitete. Dialog nas oblikuje. Preko dialoga laže oblikujemo stališča, sprejemamo odločitve in se bolje zavedamo svoje identitete. Z dialogom jaz postajam bolj jaz, ti postajaš bolj ti in midva postajava bolj midva. V iskanju resnice. Naša medsebojna različnost pa še ne predpostavlja tudi obstoja več resnic. Vsak ima svoj pogled, vendar dober dialog temelji na prepričanju, da je skupna resnica le ena. To ni nihče sposoben razumeti v polnosti, zato jo tudi vidimo različno. Prav različnost pogledov ustvarja napetost, potrebno za dialog. V iskanju edinosti. Prizadevajmo si za edinost v iskanju skupne resnice, ne za enotnost. V kolektivni zavesti še vedno nosimo izkustvo enotnosti, dosežene z zatiranjem drugače mislečih. Edinost je, za razliko od enotnosti, mogoča tudi med različnimi. Tako, več o dogodkih socialnega tedna dobite tudi v tej brošuri, ki si jo boste lahko ob koncu našega večera vzeli tam pred vrati. Sedaj pa še kratek video in potem beseda gostoma. Dober večer, sem skupaj.
Upam, da se slišimo. Torej, pozdravljeni na prvem letošnjem jesenskem srečanju pod tradicionalnimi lipami. Naše lipe so že krepko zakorakale v 3. leto delovanja in počaščeni smo, veseli smo, da so končno tudi v osrednji matici spoznali, da tudi na Goriškem, tukaj jaz bi se, veste, sem velik nasprotnik uporabe izraza za mejstvo, mi smo Goričani, vsi skupaj za obeh strani meje, da se tudi v Ljubljani spomnim, da se na zahodnem robu slovenskega naroda nekaj dogaja. Torej, najprej ne izrazim presenečenje in veselje, da smo se zbrali v tako lepem številu, verjetno zaradi nocojšnjega gosta, vedno nasmejanega, vedno dobre volje patra Petra Lavriha, ki ga lepo pozdravlja v naši sredi. In glede na to, da je služboval tudi med nami na Primorskem, na Sveti Gori, na Goriškem, da se je tukaj dobro počutil, da se je tudi malo navadil našega dialekta, mislim, da bomo imeli en lep večer, to vam obljubim. Pater Peter je vedno iskriv sogovornik, človek, ki odlično pozna razmere tako v Sloveniji, slovenski cerkvi, da poznate tudi kot sodelavca oddaje Ozare, ki se vrti na prvem programu, oziroma se vrtela na prvem programu TV Slovenija. Še bolj je pa poznan kot frančiškan, voditelj ljudskih misijonov, širom Slovenije in tudi za mesta, in pa še bolj pa kot komisarja za Sveto deželo. Torej, Pater Peter, dobrodošel in upam, da bomo naredili lep večer. Ne? Pater Peter je doma iz osrednje Slovenije, je krajinc po rodu. Doma je iz župnije Šentvid pri Stični, torej blizu znanega samostana Cistercijanskega, ker smo večinoma že vsi bili. Šolal se v domačem kraju, rojen je bil v številni kmečki družini, potem je obiskoval, vstopil je kot mlad fant frančiškanom, se šolal potem na zunanji gimnaziji na Poljanski cesti v Ljubljani, kjer je končal gimnazijo. Njegov sošolc, to lahko povemo, je bil zelo znan pater Niko Žvokelj, ki ga tudi marsikdo med vami pozna, dolgoletni pater na Kapeli, na Kostanjevci, potem se spomnite tudi dol v Strunjanu, zdaj v Novi Štifti. In drugi njegov znani sošolec je pa zdajšnji ljubljanski župan Zoran Janković. To ni lepo, ni pa tudi gre. Dobro. Potem je študiral teologijo v Ljubljani, bil je posvečen. Vem, da vas zanima zlasti ženski del občinstva, koliko je pater star, ne bova povedala tega, ne? Nekjer med smatra, v najlepših moških letih je pa že v penziji. Ja? Sicer penzija ni velika, ma nekaj je, ne? 420 evrov. Torej, služboval je znotraj slovenske frančiškanske province, kjer tudi ves čas deluje. Začel je kot kaplan na Viču, kjer je tudi zdaj. Zdaj je trenutno eden od duhovnikov v samostanu na Viču, v Ljubljani, na Tržaški cesti. Deloval je pa tudi v Kamniku, Nazarja tudi, ne, mislim, da pa tudi na Sveti Gori. Pred 5 leti je bil še na Sveti Gori. Po Novem mestu, ja, pa na Brezjah, tako. Torej, to je pater Peter Lavrih. Kdorkoli iz slovenskih dežel je kadarkoli, pa ne samo iz matične, tudi iz zamejske in tudi iz izseljenske Slovenije, je kadarkoli potoval po Sveti deželi, je srečal ime patra Petra Lavriha. In sem prav vesel, da tudi danes v naši dvorani vidim kar nekaj znanih obrazov nas Goričanov iz obeh strani meje, ki smo skupaj poromali, potovali po teh čudovitih krajih na Bližnjem vzhodu. Pater Peter Lavrih je strokovnjak za te kraje. Tam je bil že 140 krat. Si predstavljate, 140 krat. Zdaj se odpravlja v kratkem 141. Če bi to sešteli, se mi tedni, ki bil tam, koliko let je življenja na Bližnjem vzhodu. Torej, človek, ki se tja vedno znova vrača z skupinami romarjev, pa tudi sam, prepotoval je tiste kraje z železnico, z vlakom
je namreč velik zaljubljenec v vlake in ko gre na dopust, ga boste najdli na kakšnem vlaku, kjerkoli po Evropi. Se usede v vlak, jutri v Stockholmu, se obrne in pride nazaj. In potem je zagnan kolesar. Da kolona vlak in gre kolesari. To je njegovo veselje, ne? Pa tudi kaj dobrega pojesti. To smo pa tudi vidi, ne? Moram priznati, da se s patrom Petrom že kar nekaj let poznava in tudi veliko sodelujeva, zlasti po poteh Svete dežele. In moram priznati, da je odličen sodelavec, ne sodelavec, mentor. Veliko me je naučil o tistih krajih, ki so meni tudi zelo ljubi. In tudi še enkrat bi poudaril, zaradi tega sem prav vesel, da imamo ta večer. Danes tukaj, ki je povezan z dialogom. Torej, kaj bolj kot beseda dialog pride do izraza v teh dneh, ko se spominjamo in ko dnevno opazujemo v časopisnih, tudi elektronskih, tiskanih elektronskih medijih, dogajanje povezano tako s kraji, ki bomo danes omenjali, kot tudi z ljudmi, z begunci, tako muslimani kot kristijani, ki bežijo iz tistih krajev. Upam, da v tej urici vas bomo uspeli zadovoljiti s podajanjem odgovorov, potem pa smo rekli, da bi pustili še nekaj časa kot zmeraj za morebitna vprašanja, ki jih imate. Pater Peter je danes med nami, vprašanje, kdaj bo spet prišel, tako da dajte ga izkoristiti. Za uvod eno tako ogrevalno vprašanje. Danes sem veliko uporabil izraz, velikokrat sveta dežela. Pater, kaj je to sveta dežela? Kako bi jo opredelili predvsem v tem prostorskem smislu, v zemljepisnem smislu, da bojo vsi današnji poslušalci lahko lažje predstavili? To je zdaj stisnjeno vsaj 5 izrazov, če rečemo sveta dežela. Moramo misliti najprej na Izrael, kot judovska država in Palestina, ki je en del te judovske države, sta že dve. Potem imamo zraven Jordanijo na vzhodu, ki je tudi sveta dežela. Kraljestvo Jordanije, Hašemitov, ki je trenutno zelo izpadlo zelo krščansko. Namreč iz podatkov, ki so nam znani, ima vsaj 800.000 beguncev samo Jordanija, ki je samo 3-krat večja od Slovenije. Pomeni, da če mi zdaj jokamo in cvilimo, koliko je beguncev v Evropi, glede na prebivalstvo v Jordaniji, gotovo so največji delež vzeli. Samo ti begunci, ki so prišli iz Iraka že prej, pa zdaj iz Sirije, ti begunci bodo šli nazaj, ko bodo pogoji. Ti, ki so v Evropo prišli, pa ne vem, kam bodo šli. Tako da Jordanija, ki je z 10% kristijanov, tako pravoslavnih kot katoličanov, je gotovo jo moramo pohvaliti deželo, ki je toliko vzela teh ljudi, seveda z namenom, da jih bo potem preživela. Recimo župnije, ki smo jih lani, smo recimo nekaj na obrobju Amana obiskali župni, ja, to je vse živo. Okoli župnije, župnik ima svojo, bi rekli svoje delo, župnijo, in ta župnija je vzela skoraj 1/4 še drugih, ki so prišli prvotno zaradi iraške krize, zdaj pa še zaradi sirske. Povem, 3. država. 4. je Sirija, ki je tudi sveta dežela. To je dežela apostola Pavla, kjer je on srečal Gospoda in kjer so naši, spet govorimo zdaj o kustodiji svete dežele, frančiškani, govorimo o naših, tako da ne bomo mogoče kakšno pretiravanje imeli. Še zmeraj navzoči, imamo tam šole, imamo tam župnije in imamo tudi apostolskega vikarja, ki je rektor, lansko leto je postal rektor šole, je postal apostolski vikar, pomeni nosi škovalsko službo. Zatem imamo še Libanon, ki je ravno tako tudi, gotovo Libanon ima spet svojo zgodovino, ampak je zopet množico beguncev vzel tudi kot dežela, ki je sicer na 3 stebrih. Imamo obe smeri islama in krščansko. Tako da te dežele so, kar zadeva beguncev, zelo pohvalne. Gotovo tudi Egipt spada v sveto deželo, to je dežela begunstva svete družine. In obenem tudi stare zaveze, celotna pot, bivanje v Egiptu je bilo to bivanje izvoljenega ljudstva tam. In k temu sodi še Cipr, ki je tudi v frančiškanski oskrbi, in še Rodos. Tako da smo zdaj prišli že skoraj na 5-6 držav, ki predstavljajo sveto deželo v celoti. In to je sedaj, če prevedemo kustodija, kustos je varuh muzeja tam, in ta naziv ima tudi provincial frančiškanov svete dežele kot kustos, kot varuh svetih krajev.
Po naročilu Svetega sedeža je to že 800 let v frančiškanski oskrbi. In zato govorimo mi o kustodiji ali varuštvu Svete dežele v tem širokem smislu, kot smo zdaj. Morda bi temu dodali, da bo poslušalce lažje razumelo, da je bil prvi, ki je od sultana Menelika dobil upravo nad katoliškimi krščanskimi kraji v Sveti deželi, prav Sveti Frančišek. In čez 2 leti bo 800-letnica, kar so frančiškani prevzeli upravo, ne vseh, ampak najpomembnejših, pravzaprav večine katoliških krajev, tako v Betlehemu, Jeruzalemu, Nazaretu, Jerihu, Amanu, Kairu in tako naprej. Najdemo sicer tudi druge katoliške redove, ampak vi ste predlavni, če to rečemo. To smo zdaj pojasnili, kaj je ta zadeva. Zdaj, vi ste rekel kustos, Svete dežele, kustodija, to je dejansko provinca, da se bojo. Kot ste recimo vi provinca, slovenska, frančiškanska provinca v Sloveniji, zajemate slovenske dežele, tako je provinca ali kustodija provinca na Bližnjem vzhodu. Potem smo pa še en izraz uporablja in sicer bo mogoče za poslušalce nekoliko nenavadno, vi ste že 25 let oziroma 26 let, pravzaprav skoraj 27 let, ste slovenski komisar za Sveto deželo. Ko bi nakratko pojasnili, kaj je komisar, oziroma kaj vi sploh delate? Najprej beseda komisar je šla načkofu Šuštaru zelo slabo v ušesa. In je rekel, Petar, ne te besede, tu ni. Tu je beseda, ki je zelo nas zadene. Komisarji so bili vse veste, tam v vojni, tu so bili komisarji, huda reči. A gled Evropa je tudi ne bila komisarja. Pomeni, da je služba komisarja pomeni eno delo, ki ga nekdo upravlja v imenu drugega, bi se reklo. Zato imajo, Hrvati so prevedli nepoveljenih, mislim, da. Je tako nekako bilo, da je beseda sama, da se razvije. In vendar, po celi Evropi, ki smo, v Italiji jih je mnogo, v Avstriji in posod, so obdržali besedo komisar. Komisarijo, komisar. Tako da ta beseda je ostala, tisti negativni prizvok je treba pomisliti, pa gre naprej. Tako da bruseljski komisarji so zdaj, pač so spet na novo, pomeni nekdo, ki skrbi za eno delo, za eno nalogo, zaradi drugega. Ampak kakšna je vaša naloga? Kaj bi zdaj kakšne? Moja služba je v tem, da najprej skrbim za propagando. To je sicer slaba beseda, propagando, ali pa osveščanje o svetih krajih v domovini, kjer sem, se pravi v Sloveniji. Ali če moram reči kaj druga, ali osveščanje, ali prikazovanje Svete dežele, kakšna je življenje in delo. Druga smer pa je vodstvo romanja teh, ki smo tu, v Sveto deželo. To je prva moja služba, pomeni, da se izmenjuje tja in sem. Drugi del te službe pa je skrb za darove, za pomoč Sveti deželi, ker Sveta dežela iz svojih lastnih korenin preživeti ne more. Župnija, ki so tam komaj sebe, če sebe preživljajo. Sveti kraji, ki so od izkopavanj do študija, do tam je pa vse na plečih Evrope in celega sveta. Zato je Pavel VI, ki je bil prvi papež za Svetim Petrom januarja leta 1964, takrat smo bili v 4. razredu, ko je tja romal in ko je prvi papež za Svetim Petrom, si lahko mislite, 1900 let je minilo, da je sploh kateri papež šel tja v svete kraje. Prvi krat. Zato je za nas vse pojem cerkve in središče krščanstva Rim. Vprašaj tako nasplošno, kje je središče krščanstva? Vsak bo rekel Rim. Ne, ni. Središče krščanstva je Jeruzalem. Ampak, ker smo toliko časa dejansko bili brez obiska papežev tam, so papeži imenovali Frančiškove brate, vi skrbite za to občestvo. In zdaj, ko je prvi papež Pavel VI tja, je podoločil, da naj se po celem krščanskem svetu zbira novčič, dar ali milodar ali miloščina za svete kraje, da bodo preživeli, in tako je od Pavla VI to določilo in vi, ko se s tem srečate, je veliki petek. Pa piše, darovi za Božji grob. Sam Božji grob je to prevozek izraz,
Sej Božji grob je bilo pa preveč tistih darov, da bi se z Božji grob, sej ga ne moreš tukaj obnavljati. Ampak gre za celotno dejavnost misijonstva ali v našem redu je dejavnost Svete dežele prvo misijonsko polje v redu. Prej kakor afriški misijoni je Sveta dežela. In zato so ti darovi, ki se jih zbirajo, je tudi skrb komisarja, da to skupaj pobere, po Jeruzalem nese oziroma pošle in se na tak način to delo opravi. Pomeni služba Svete dežele, služba Roman, služba informiranja in služba pomoči. Ta pomoč, ki gre v Sveto deželo, gre za stanovanja, za krščansko prebivalstvo, to gradite, tisti, ki ste bili v teh krajih, ste te lahko videli na licu mesta. Potem gre za razne javne dobrine, recimo vodovod, voda je še zmeraj problem na Bližnjem vzhodu, in gre za šole. Ampak koliko je kristijanov? Približno 2% na Bližnjem vzhodu, ne? Ni več pa številka pada. Torej, a je to šolanje, ki ga vzdržujejo frančiškani, to je retorično vprašanje, je namenjeno samo krščanskemu oziroma katoliškemu prebivalstvu? Najprej dajmo deliti Izrael in Palestina. V Izraelu so naše šole, spet govorimo naše, da so vedeli, da katoliške šole, ki jih imamo frančiškani, so v Betlehemu, v Jeruzalemu, so v Akonu, so v Jafi. Te šole so polne šole, od vrtca do srednje šole in so podpirane strani Izraela mestoma 100%, mestoma 90-80 glede na stopnje. Pomeni, judovska država podpira katoliške šole v tej višini, ker vidi, da je to dobrina. Zdaj govorimo o teritoriju Izraela, kjer so Arabci kot državljani Izraela. In Izrael te šole podpira v polnosti. Tako da imamo mi tam patre kot rektorje šol, ki imajo svoje time. Recimo iz Akona je bil pater Kiriko, ki je Italijan, pa zna arabsko dobro in hebrejsko, je bil z učiteljskim zborom v nas Sloveniji, že en teden smo ga gostili, med drugim so bili tudi v Sokanu, pa to 30 profesorjev, ki imajo v sestavu tudi muslimanske profesorje, da so za tiste, ki so iz muslimanskega okolja pridejo in skrbijo za ta poduk. Da malo bolj pojasnimo. Torej, v katoliško šolo, ki jo vodijo frančiškani, hodijo tako kristijani kot muslimani. Tako. V Akonu, recimo, in Jeruzalemu, in Nazaretu in tako. Pa ni nobenih težav? Oni in bedo, recimo primer težav, ki so se zgodile v Akonu, je bila tam. Da so zahtevali kar nekrat muslimani, zdaj bodo pa naše punce hodili v šolo z burkami. Pater, šola pove ne. V naši šoli so glave take kot so. Ga ženejo na sodišče. Na sodišču pade, v Jeruzalemu višje sodišče še enkrat pade in potem jim ni ostalo drugega, ker sodišče pa reklo. Tako, kakor določa šola, ker je privatna, tako tudi bo. Zato vprašajte patra, kako bo odločil. In niso drugo mogli, so ga sledili in so ga z železno palco enkrat pretekli. To je bil ves obračun, ampak pater je ustrajal, naša šola je taka. In je tako tudi potem ostalo. Take države, gdje recimo. Kaj pa gledeva na palestinsko ozemlje? Palestinsko ozemlje je pa noč podan. V Palestini imamo pa šole v Betlehemu, v Jerihi, imamo v Ramali. Tam so pa šole, ki so komplet vzdrževane strani darov sveta. Palestina sama, palestinska uprava, komaj sebe preživi. Zato je treba te šole po celoti vzdrževati in ko imamo mi akcije praktično celoletne za pomoč šole Svete dežele, gre ti darovi gredo v Palestino. Nočemo pa tega napisati, da bi rekli, za palestinske šole, ker bi potem se takoj reklo, ja, zdaj koga pa vi tam podpirate. Tako da rečemo, za šole v Sveti deželi, ampak je namen takšen, ker izraelske šole vzdržuje izraelska država, nam tam ni potrebno pretirano skrbeti za to, ampak gre za potem za ta teritorij. Dobro, potem smo pri prebivalstvu. Prebivalstvo katoliško, celotno krščansko prebivalstvo, ki zaobjema, kot smo rekli, pravoslavne, unijate, nekaj malega protestantov in katolike, je 2% in se manjša. Ja. Od nastanka države Izrael leta 1948 se je številka drastično zmanjšala, še vzamemo primer Betlehema, je bil včasih popolnoma krščansko mesto, danes je v Betlehemu recimo morda tretjina katolikov, verjetno manj. Ja, vsekakor manj kako. Čemu
vi osebno pripisujete tako močan upad celotnega krščanskega prebivalstva? Se bom kar oprl na župnika v Betlehemu, ki je tam. Ne. Pravi, mi imamo v župniji, v Čežganški župniji 640 družin. Pomeni, ti spadajo v naše občestvo. Pravi, in namen muslimanskih fantov je, da pikirajo na punce iz naših družin. Jih potegnejo ven, jih vzamejo v zakon in ta ne bo nikoli več rodila kristjana. Rodila bo samo še muslimane. Pravi, in tukaj se začenja prvi pritisk, veste, mladina je pa mladina. Brani, ne brani, sili, ne sili. To je odveč. In tako da tule imajo oni prav namen na ta način vstopati v naš, bi rekel, svet. To je prvi razlog. Drugi razlog je pa to, bi rekel, tudi malo težnja po boljšem življenju. Zdaj, oni ne postajajo begunci, ampak oni se izseljujejo. Imajo svoje povezave v Ameriki, imajo čez atlantsko povezavo s kjerikoli bogatih držav v Avstralije in se pač enostavno, vidiš tam recimo je pri nas zaposlen v šoli ali je v naših romarskih domovih zaposlen, kje pa je zdaj on? Ja, se je pa odselila v Ameriko. Tako da nagredle za en val, ampak če najdejo priliko, ne zdržijo več tega v Palestini zlasti, ker tam delovnih mest se veste, ni. To je silna brezposelnost in potem si iščejo kruha povsod. Če ravno naša kustodija ima na plačilni listi več kot 4000 rečemo delavcev, ki so gostinstvo, ki so v romarskih krajih različne službe opravljajo, v šoli, potem tudi domovi ostarelih, tudi nekaj zdravstva in vse to so dejansko, to je ena veliko podjetje, ki delo kruh daje tem ljudem, ki so tam zraven, ampak več kot toliko ne more. Ampak tu je pa gotovo en doprinos k reševanju tega, da bi ostali doma in ne šli ven. Ja, morda bi pojasnili še to, ne? Zlasti v Izraelu so kristijani, arabci dvakrat manjšina. Najprej narodna, potem pa še verska manjšina. In je pritisk izseljevanja velik in dejansko kdor more, ker diaspora arabska je stoletja prisotna, ne grejo samo v Ameriko, ampak v Kanado, v Francijo, v Belgijo, v Čilu, Argentini in zelo močne krščanske arabske skupnosti. Sem pa mislim, dolžna še nekaj pojavstvim poslušalcem, ker smo en vidik omenili, ste lepo povedali, da poroke obstajajo musliman pa kristjanka, ker se ve, kdo ima glavno vlogo. Morda bo poslušalce zanimalo, kaj pa obratno? Torej, kristjan pa muslimanka. Odgovor je preprost, ne? Redki in izjeme. Seste, so tudi filme obstajajo, ne? Palestinka pa Izraelec, ne? Seste, to mislim, se je videlo že. To so primeri, ko jih film posname, pa pokaže to zgodbo, ki je dejansko ekstremna redka, če se sploh zgodi. Drugač pa, družine sicer, moramo povedati, da so tudi krščanske družine v Izraelu ali v Palestini so še zmeram na tej ravni, ki je mi težko razumemo, na ravni klana. Čeprav danes smo 21. stoletje, pa je klan, rečeš, pa to je preživela stvar. Ne, to so velike družine, ki dejansko skupaj držijo. In imamo recimo te primere, ki zelo dobro komunicirajo. Imamo pravoslavno in imamo katoliško družino, se bosta dva poročila, tam noter stvari zelo tečejo in vse je podvojeno. Imamo poroko, pa še eno poroko. Imamo krst, dobro, krsta ne ponavljajo, ker ga priznavamo drug drugemu, ampak potem so pa prazniki. Potem je Božič, praznujemo tu, pravoslavni Božič praznujemo še enkrat. In v kraju, zraven Nazaret, se spomniš tisti Rajna je ena fara. Je pa šofer pravo me in rekel, v naše fari smo pa mi to zdaj že rešili. Smo se odločili, da bomo držali Božič po katoliškem koledarju, 25. Veliko noč po pravoslavnem, ker so se nam muslimani smejali, so rekli, kako, a je bil zdaj vaš dvakrat rojen, naš Mohamed je bil samo enkrat rojen, a vaš pa dvakrat, a zastopte. Tako da, in zdaj zdajšnji patriarh Jeruzalemski je poskušal tu narediti za celo sveto deželo, da se bo to poenotilo, da bi bil po koledarju pravoslaven, naš katoliški Božič in Velika noč pravoslavna. To, da kdo je najprej v luft skočil?
nude. Sestre so rekle, to pa ne bo šlo, ker tu so v Jeruzalemu so take tradicije, da se ne bo premaknilo za 1 milimeter. Hude, lekaj, ono naj gre kar v Aman, ker izhaja iz Amana, iz Jordanije, pa naj tam red dela v Jeruzalemu, da pa ne bo. Tako da stvari, ki bi bile rešljive, jih še ne rešimo. Ker smo omenili te različne vire in etnične skupnosti na zapletenem ozemlju, prepojenem z vojnami, prepojenem s prebivalstvom, mešanico jezikov, kulture, tradicij, konc koncev, treba se dotakniti še enega segmenta, ki bo morda zanimiv. To je staroselcev iz časa Stare zaveze, judov, jevrejskega prebivalstva, kot jih je papež Janez Pavel II imenoval, naših starejših bratov. Kaj pa oni? Kako je s katoliško vero pri judih? Le judje so, kar zadeva, če gledamo iz judovskega vidika, pogled na kristjane. Za njih jud kot kristjan ne obstaja. Zato ga ne more biti. To, da so. Imamo župnije judovske, v Jeruzalemu za primer, Simeon in Ana, je župnija judovska, ki je v novem delu od zidu malo stran, nekdanja ena italijanska ambasadarka je bila in so tisti. Tam so naredili judovsko župnijo, ki ima cirka 100 faranov. Nima zvonika, je hiša. In tam se zbirajo kapela Simeon in Ana, ker imamo Simeona in Ana kot dva juda, ki sta sprejela staršek Simeon, prerokinja Ana, ki sta Jezusa sprejela v templju in tako naprej. Tako da sta tudi ta dva lika zelo pozitivna za oblikovanje župnije. In tam noter so patri, ki vse po hebrejsko. Samo zdaj moramo mi nekaj druga vedeti. Judje nimajo svoje hierarhije. Mi imamo iz Tel Aviva enega patra, ki se imenuje pater David Jeger. Čisto ta pravi jud, obrezan, kakor vsi Mojzesovi sinovi. On je stopil k nam, vrhunski pravnik, je bil predsednik metropolitanskega sodišča že v Ameriki, pa zdaj v Rimu predava, strašanski profesor. Če bi on tule predaval, bi v sosednji sobi, če bi imeli kakšne pogovore, ne mogli, bi se ne slišali, ker tu pije. In on trdi, Judje nimamo svoje hierarhije. Ne bo v Jeruzalemu patriarh Aravec. Če smo pa mi Judje najstarejši tukaj. Mi smo Judje najstarejši in smo tudi najstarejši kristjani. Vsi Jezus je bil Jud. Marija je Judinja. Kaj zdaj govorimo o Aravcih? Oni so bolj prišli. In zato ta zavest je tako močna, so malo številni in zato je potem bil zdaj nekaj časa, je pa že moral, imenovan in tudi, ker imamo več spreobrnencev judov v naših vrstah, tudi patrov, ali pa pri dominikancih je bil, iz Abu Goš je bil imenovan za škofovega vikarja za jeruzalemskega patriarhu kot vikar za jude. Samo to njemu Jegerju ni dovolj. On zdaj ustraja, da mora biti jeruzalemski patriarh Jud. Takrat bo šele ta pravo. Potem imamo v Berševi. Zadnjič, ko smo z Bogomirjem dol potovali z vlakom v Berševo. Jaz sem bil v Habitu in smo šli tam lepo pogledati tisto, en ta lep center je zdaj kot začetek Abraham in to. In grem tam, smo rekli, zdaj gremo pa na en kofe, pa na malco, smo bili tam na avtobusni postaji pa železnički. In grem jaz kaj iskat za rešank 3 kofete. Pa tista punčka tam, kaj tiste kofe, pa je rekla, ti veruješ v Isusa? Je ona mene vprašala. Pa sem bil tako obličen. Jaz sem rekel, kanešna, v Rusinja. Je rekla, ja, to že. Pomeni, ona se je kot judinja iz Rusije preselila v Izrael in tam je ona ostala to, kar je bila. In zato se je mogla prepričati, če ta pater veruje v Isusa. In me je direktno vprašala. In potem bi kar še čebdala naprej tisto kofetan dela in se rekel, vidiš, je treba iti samo ven, pa se malo pokazati. In v javnem življenju pa vidiš, da so kar mnogi. In pa Bogomir je šel še enkrat dol. In rekel, tam je ena župnija, nič javno razglašena. Jo imajo in se zbirajo judje kot kristjani. Tako da to je pozitivno odgovor. Bova dala še ta dodatek, da ste omenil judje, Rusi. Izrael je dežela priseljencev. V Izraelu danes živi več kot 1 milijon judov. Njihova prisotnost ruskega porekla, oziroma iz nekdanjih sovjetskih republik. Njihova prisotnost je vidna na vsakem koraku, napisi so velikokrat dvojezični, torej v hebrejščini in v ruščini. In to izhaja iz zakona
o nasledstvu oziroma zakona o izvoru, ki določa, da vsak, ki je imel starega starša Juda, se lahko preseli v Izrael. Tukaj mnogi Judje iz Sovjetske zveze, bivše Sovjetske zveze iz Rusije, dejansko tudi ponaredijo dokumente, da pridejo v Izrael, ker iščejo boljše življenje. In brez skrbi je boljše življenje v Izraelu, ker država svojim državljanom nekaj nudi, ker je država priseljevanja, kot pa v Rusiji. Ampak če se vrnova zdaj spet na vaše početje, vaše delo. Vi ste komisar. Kako ste postal komisar? Kdo vas je imenoval? Kako je to potekalo? Kako ste sam vzel to? Samo glasiti. To nisi, samo držati. Namreč, ko je bilo že kar znano, da bo razpad Jugoslavije kar malo, prvotno je imelo vseh 5 žiškanskih provinc v Jugoslaviji, je imelo komisarja na Kapitolu 9 v Zagrebu. Pomeni, vsaka provinca je bila dolžna te darove, ki jih zbira skozi leto za Sveto deželo, oddati komisarju v Zagrebu in ta je on naprej delal. Vse pravi Hrvaške province, pa Dalmacija, 5 province. In potem, ko je pa se je to že kazalo, so pa rekli, vsaka provinca je itak po našem statutu, naj ima komisarje, ne mora imeti, ampak naj ima. V tem primeru so je bil prejšnji skupni dogovor, da je samo eden v Zagrebu, in potem, ki je šlo pa to narazen, so pa mene, seveda provincialni, kdo drug imenuje. Z dekretom leta 88, 17. novembra, mislim, da je tako bilo, in tako, da smo že praznovali to obletnica. In potem so mi to službo dali. In zdaj, kada najdejo benga boljša, me ne pustijo. Kaj pa ne? To je enostavno. Pa vzgajate kaj naslednikov? Ja, ga imamo že enega ogledanega. On je zdaj pa nas novičil, bo diakon postal. Pater Boštjan, brat Boštjan je še zdaj. In on bo videl. Sem rekel, tako 31 let bom je še kukor tok. Tako, saj veš. Ko človek potuje v teh deželah, kot sem že pomenil, kar nekaj poslušalcev današnjih je bilo z vami že, nas je bilo v teh krajih, se naleže vašega veselja, vaše neposrednosti. Vidi se, da pogosto pogovarjate z domačini, tako z Judi kot z Arabci. Vidi se ta interakcija, vidi se to medsebojno spoštovanje, vidi se njihov odnos do habita in do frančiškanov, ki jih zelo spoštujejo tudi muslimani. Pa me zanima, kaj je ta kultura dala vam, kako jo dojemate, kako se v njej počutite in če s kakšnim odsvirkom zadelite to medsebojno komunikacijo iz medsebojnih izkušenj, ki ste jih teh leti doživeli. To, da je habit tam, gotovo je zakon. Jaz sem zmeraj v habitu tam, habit, to obleka habit, da se reče habit, ne redovna obleka. Mi rečemo habit, habitum, prebivališče, da noter prebiva en menih, ne bo ti rekel. Ja. Je res, da to je ključ za vse vrate odpirati. Patri so tam tudi vedno v tej obleki. Tu in tam se kakšen jud spozabi, pa te pljune, recimo. Ampak to moraš misliti za dobro, to je prenašanje zaradi Kristusa, to. Sem pa, kje se kakšnemo malo trgal. Ortodoksni. Ja, ortodoksni je to, kaj ima klobuk. Drugače pa, kot te sreča, vsaj klobuk te ne nauči, da te ne vidi. To je eno. Druga stvar, ko so Romari dal v Jeruzalemu, joj, pater, vsi tebe vabuna, mi ne reče tam vabuna, naš oče po arabsko, ne, sem pridi. To je zdaj ena stvar. Vsi te volijo, bi rekli sebi. Ko pa sam grem, me pa noben trgovc niti ne povoha. Kdo je razlog za to ljubezen? Tisti, ki Romari, ki nosijo denar seboj, da bi jo kupili. To je tako, pomeni, da so večkrat formati. Ampak treba povedati, da trgovina je en redki dejavnik, ki tem ljudem omogoča preživeti. In med seboj, seveda, oni to želijo, da bi Romari čim več kupili spominkom. Ampak kaj se vam dali te kraji? Kaj se vas naučili? Kako gledate zdaj po več kot 25 letih, ko hodite tja, ko na njih gledate? Odgovorim z jezuitskim izrazom. Razlikovanje duhov. Pomeni, kdo je koliko je kdo iskren, kaj kdo on hoče od tebe, tako da bi ti bil tako naklonjen zaradi Kristusove ljubezni, so bolj redki. Ampak je interes.
In ki vejo, da ti pelješ toliko ljudi za seboj, bomo mi kaj zaslužili, zato moramo ta abunaga, kar košujemo že, pa kar nosimo vse sorte dobrote sem, zato da mi potegnemo noter. Samo only look, pridite, samo pridite pogledati, da bodo za teboj še 100 ljudi šlo noter, veš, da nekaj se jih bo prijedlo. Tako da tole so me naučili, bi rekel, iskrenosti in neiskrenosti, kako je. Kaj grozno pa ne bilost? No, a se mogoče še kaj drugim zne? Ja, tako nekako. Vse se bo vrnila še. Ja. Greva malo na aktualne zadeve, ne? Vi ste prepotoval Jeruzalem, Aman, Damask, Bejrut, Kairo, Alepo, vsa ta mesta. Palmiro, seveda Palmiro, preizkušeno Palmiro, Antiohijo, Edeso, tja do Eufrata, Tigrisa. Vse kraje, ki danes jih žal, z žalostno konotacijo, žalostnim poudarkom, slišimo pripovedovati po medijih dejansko vsak dan. Kaj se vam zdi? Kakšno je vaše mnenje? Kako gledate na vzroke za arabsko pomlad, tako imenovano arabsko pomlad, za izpad ali zaton teh režimov, tako imenovanih samodržcev, Husejna v Iraku, Asada v Siriji, Mubaraka v Egiptu, če hočete, Arafata na palestinskih ozemljih. Kako z vašimi izkušnjami gledate na ta prostor, ki je preizkušan več kot 2000 let, non-stop ali skoraj non-stop v vojnah in ki danes krvavi dobesedno? Veš, ki je odgovor. Zadnji sem se vozil z ladjo Hurtigrota po Skandinaviji. In zjutraj sem delal kroge po zunaj, moraš malo dobro. In tam ostavim, pa je bil tam en Nemc, je bral knjigo. Guten Morgen, Deutsch, hiter, moramo se kaj povedati. In možakar je takoj obrnil temo. Vsi problemi na vzhodu izhajajo iz napačne razdelitve Otomanskega cesarstva. Torej, po propadu, ne? Tako. Po prvi vojni. Otomansko cesarstvo, veste kam je bilo? Do Iraka. Otomansko-turško cesarstvo. Ker so delitev Otomanskega cesarstva delali za vizo, tako kot pa nas meje tovariši v Istri. Tako so delali meje, ali bo tu ta interesna področje, ono interesno rekel, ker so napačno razdelili in imajo zdaj to. Kaj boš pa ti rekel kot zgodovina? A se ti s tem strinjaš? Ja, se bom strinjal, seveda zlasti tudi britansko-francoski vpliv, ampak sem mislil bolj ta duhovna, politična sfera. Kako vi gledate recimo na Sirijo? Sirijo, ki je dežela starokrščanstva, številnimi muslimani, ki zdaj izginjajo, številnimi cerkvami, ki zdaj izginjajo, z lepimi mesti, Damaskom, Alepom, Homsom, deželo svetega Pavla, deželo številnih vzhodnih cerkva, kaldejcev, melkitov, maronitov, ki dejansko komaj znamo pojmenovati, ki nam malo povejo v Evropi, ampak deželo, ki je do 2011 doživljala neko prosperiteto. Ja. Kako vi gledate? Tam ste bil večkrat? Ja. Zdaj mogoče bo tole malo dišalo po politiki, bodo rekli, paterne politike so spuščali. To ste bil izziv, seveda. Je bil? Ja. Namreč, Amerikanci se hvalijo, da so Huseina strmoglavili in so ga spravili sveta. Se nekaj hvaliti, so naredili slabše v Iraku, kot je bilo. Libija, Gaddafi, tak pa tak je bil. Kaj je zdaj v Libiji? Razsulo. V Egiptu je šlo po. Sesuli pa so nekaj nazaj postavili, tako da Egipt se v bistvu se je obdržal na enih tako. Na enih. Poskušati se celo v Jordaniji, Abdullaha, ni uspelo. Tako da se te države, kjer se šteje v narekovajih strmoglavljanje teh samodržcev kot uspeh, je danes se šteje kot poraz. Ne bi bilo v Siriji tega, v Siriji jim pa tega ni uspelo. Delajo na vse načine, samo Asad je še zmeraj ostal. Če bi ti vprašal naše, ali pa predstojnike cerkva, krščanske v Siriji, bi rekli, ko bo padal Asad, takrat pademo mi še vsi za njim. Ker izhaja iz Alavitov, iz ene manjše, recimo, manjše skupine, in ta je v bistvu bil zelo pravičen do tega, da je držal te ekstremiste tudi nazaj. Gotovo lahko, če ti nekoga nazaj držiš, mu lahko takoj očitaš grobost. Ampak je držal na tem, da je to šlo naprej, da je to sožitje in še zdaj, en mesec nazaj je Asad rekel,
Tako pri nas so vsi doma. Sirija je domovina vseh. Seveda so zdaj ekstremisti udarili po porinili ven. On nima moči, da bi jih zadržal kot begunce nazaj. Ampak zdaj Rusija pomaga. Rusija je edina, ki je ostala zvesta v vseh teh časih Siriji. Amerikanci so se že dvakrat spremislili, s kom bi držali. Enkrat so držali z ekstremisti, zdaj bi radi, ne vem kaj še naredili, ampak dejstvo je, kjer so se suli te režime, ki so bili tako grozni, tako taki od Asada, od tega iraškega, je slabše. Poglejte v Iraku, si ne more nekdo vzpostaviti. Tako da, zdaj, jaz nisem zdaj pristaš, da bi moralo tako ostati, ampak če niso zboljšali s tem, so pa poslabšali zelo. Torej, vi imate kot pripadnik frančiškanskega reda nedavno več informacij strani vaših sobratov, ki živijo na tem ozemlju ali pa na robu tega ozemlja. Kakšna je prihodnost krščanstva v teh deželah rodovitnega polmeseca? Ob deželah Eufrata in Tigrisa, kjer je bilo, kot smo omenili, od vekoma je prisotno, od prvih stoletij krščanstva, s kontinuiteto. V Siriji konec koncev imamo vasi, kjer še Jezusov jezik govorijo, aramejščino, kjer je zbirna, Madura recimo. Te dežele so zdaj pod udarom neposrednim ali pa tudi oblastjo islamske države, ISIS-a. Kakšne so vaše informacije? Kakšen je vaš pogled na razvoj dogodkov? Mislim, kot pripadnika frančiškanskega reda. Nič več narobe, če boste posegli na polje političnosti. Ja, bom kar posegel. Kaj ti? Če bi zdaj isto vprašanje postavil. Enemu našemu patru, ki je recimo v Alepu, to je drugo največje sirsko mesto, ali pa zdaj smo bili komisarji zbrani na Slovaškem, pa smo imeli to temo, blisto kot to temo, so rekli, podpreti Asada, da bo on zdržal. Evropa se je sam rekel, dokler boste vi podpirali teroriste oziroma izraelsko državo, tog časa boste imeli še vedno več beguncev, ker se bodo dejansko vsi zbežali. Tako da, samo v tem je bodočnost, da se to vzpostavi nazaj, eno reč, in ti begunci, ki so danes v Libanonu in v Jordaniji, ti so ta prvi, ki bodo šli domov. Samo vzpostaviti pogoje in imamo pred polovico beguncev praktično že za nazaj. V Siriji. Torej, osebno verjamete v neko vrste restauracijo stare Sirije? Stare Sirije ali pa v drugi obliki, samo taka, ki ne bo dopuščala, da bodo ti ekstremisti noter vladali. Kaj pa številčno prebivalstvo Sirije, Iraka, tudi drugih dežel, manjšini sicer, ampak predvsem Sirija je tukaj problem, ki je imela pred ustajo 22 milijonov prebivalcev, danes ima polovico prebivalstva, ki je šlo ven, tako kristijanov kot muslimanov. Verjamete v neko restitucijo oziroma obnovo Sirije, prihod tega prebivalstva nazaj, konec konca se v Evropi prav te dni srečujemo tudi v Italiji, v Sloveniji, na Hrvaškem, tudi z, če hočete, bom težko besedo uporabil, začetkom razpadanja, ne bom rekel Evropske unije, ampak evropskih vrednot. Kaj mislite, je možen povratek nazaj? Evropa se stara. Evropa, tako Nemčija, Italija, tudi Slovenija, Hrvaška, Češka, Avstrija, ima nizko nataliteto. Vemo, da je nataliteta na Bližnjem vzhodu še zmeraj zelo velika. Med muslimani v teh deželah ni redkost, da imajo družine po 8 do 10 otrok. To dan danes. Kako mislite, da bi Evropa morala ravnati, oziroma kako je sposobna ravnati v tem konkretnem zgodovinskem trenutnem momentu? Juncker, predsednik Evropske komisije, govori o milijonih novih delovnih ljudi, ki bodo v Evropo prišli, ker jih Evropa rabi, če hoče ta razvoj peljati naprej. Juncker je pozabil, da inkulturacija teh ljudi, ki prihajajo, je proces, ki sploh pri nekaterih se ne bo prijel, pri redkih se bo. Tako da bodočnosti v tem smislu, če ti samo šteješ delavce, ki jih Evropa potrebuje, ki izhajajo iz tega kroga, to bodočnosti ni. Če pa bo šlo to naprej tako, potem pa mi lahko samo govorimo o kalifatu Evrope. Mi bomo zginili, oni bodo pa prevladali.
kar pred Dunajem pred 400 leti ni uspelo, bo uspelo zdaj in to brez orožja. Ste brali našega patra Vrabca, ki je bil prednik, najboljšel je bil prevajalc v Alžiriji, na teh gradbiščih je bil francosko gotov. Mu je že takrat, to je zdaj že 30 let nazaj, ko je prišel v petek, se je srečal tam z temi vse sortnimi, ko so prihajali iz džamije in je mu je videl, da je tujc, pa tako sta govorila. Je že takrat rekel, se zanče na vrneto napisal, ne vem, gospodi, če so brali, mu je že takrat rekel, mi bomo zlahka Evropo osvojili samo z našo nataliteto. Zlahka. Zato ti ljudi prihajajo zdaj. Zdaj gotovo, vsi so siromaki, pa vsi so bogi, prihajajo vagonci taki. Poslušajte. Prihajajo bogati, oblečeni tako bolj kot mi. Zadnj sem bil v Ljubljani na postaji, nekaj jih je bilo tam, čakala cela vrsta, da bodo vsi kupili karto za Dunaj. Jaz sem pa kupal za Švico nekaj. Je rekla, prav se pater, nič ne vodi. Se lahko še lepo je šel tu na Dunaj, se nič ne vodi, da pohitimo. Pravi, vsak plača karto za na Dunaj s 500 evri. Pravi, jaz nemam drobiše, da bi mu vrnila. Oni imajo poprečno po $5,000 imajo za budžet. Slušajte, to je izpolnjevanje tega načrta. Begunci, ki bežijo, da rešijo življenje, so drugačni. Poglejte begunce, ko so šli iz Vukovarja, z glažem vode, pa za žemljo se ga lahko potolažo. Tega vrže kruh na tire, vrže vodo na tire, tam ne gor, ko so jih na vlake devali. Tako da tole, to je ena velika smešna. No, vendar bi jaz dodal tukaj, da ste malo pretiraval. Njim je tudi res beguncev, ki bežijo pred vojno, bežijo v mirne kraje in konec koncev legitimno iščejo pravico boljšega življenja. Ampak da ne bi poslušalce zamorili samo s takimi temami, ki so res da aktualne, ampak tudi zelo žalostne, zelo težke, zelo čustvene. Eno preprosto vprašanje. Kljub vsemu, smo v 2015, vi letos pa ste šel vsaj še dvakrat, da se to deželo. Ja. A je varno potovati to deželo? To je najbolj varna država na svetu. Zakaj? Zaradi tega, ker nekoga to moti, da to pušk vidi, nič hudega. Puška te varje. Punce in fantje, ko so bi mogli iti na randi pa tako naprej, lepo s puško, pa gremo. In te varuje po vseh koncih. Sicer, če te moti, da je veliko kontrol, ne te pa moti, ampak kontrola je zaradi tega, da ti varno preživo. V Izraelu mi še ni eden ukral dolarja, v Berlinu že cel tošelj. V Izraelu mi ni ukral nobenega kovača, v Rimu že celo denarnico. Kje kradejo? V Izraelu vse te kradejo tudi, meni še pa niso. Da bi se ti en las skrivo, da bi ti tukaj naredil, no, če te malo uhaviti pljune, to je tako za zdravo. Ampak to je najbolj varna stvar. Egipt, zdaj bi smo tudi Egipt hodili, drugo leto namislimo, ker tam je malo zašumelo po Sinaju, zato ne bomo šli. V Jordaniji varno, tam kralj varuje svoje ljudstvo s svojimi vojščaki. Varno. Morda bi dali že to, da je velik del dohodka teh držav, kot je Izrael, Jordanija, tudi palestinska območja, zametek bodoče palestinske države, kakoli že to pomeni, da njihova ekonomija temelji tudi na romarskem turizmu. Romar je tam zelo varen, ne pa tako? Lejte, če mi zdaj pogledamo izraelski statistični podatke. Izrael ima toliko in toliko milijonov turistov na leto. Samo Izrael, daj ti bolj natančno pove, kateri so tisti turisti, ki so šli v Elat na morje in so prišli iz Amerike in se tam sončijo v Elatu, ker tam je boljš kot na te obalje. Koliko je pa tisti, ki so šli v Jeruzalem molit? Med njimi je morda 5% takih, ki se jim reče turisti, ki so prišli v to deželo, vse ostalo so Romani. In zato, ko priješ ti na mejo, če prideš sam, pa še malo tako, da si malo razcopan, te vprašajo, kam pa greš? Ja, bom tam malo hodil. Kje boš hodil? Ne vemo še čisto točno. Kar pojdi tam je v Nosovo, pa se boš pogovoril z onim agentom za bezbednost, ko so rekli včasih za vas, z Mossadom. Če pa ti prideš, naši Romaji, vsi kape, križ svete dežele gor, Abuna naprej, kam pa vi greste? Mi smo pa Romani, gremo v Jeruzalem, Betlehem in Nazaret, občasa, en teden, v redu, top, cela, tu se kar sapa dela, tako letiš skozi. Pomeni, oni imajo zaupanje v nas, mi v njih.
Če si pa tam nekako, da se boš tam z enimi palestinci nekje družil, pa da boš, ne veš, kam še boš šel, se boš kaj z Mosadom pogovoril. Bodo kar na letališču rekli, levo krug bodo. Tako je, to je varnost Izraela. Zdaj, boste rekli, da Pater malo pretirava. On morda, ne, je veliko resnice v tem povedati, mogoče na malo humoren način, ampak veliko resnice. Ampak zakaj ne bi človek, hristijan, sploh hodil v sveto deželo? Tem še nisva nič rekla. Zakaj? Dajmo se ozreti v Meko. Še nekaj. 3 milijone jih je zredal. V ozadju se vrtijo že ves čas slike v časovnih intervalih, fotografije iz teh krajev, o katerih govorimo, tako da brez komentarja lahko še naprej. Ja. Poglej, gledamo Meko. Na 5 stebrov ima muslimanska vera in eden od njih je tudi hač. Hač je romanje. In je rečeno, kdor more, naj gre vsaj enkrat v Meko. Kdor more. Kje imamo mi, kristijani, ta predpis, v kateri zapovedi? Niti v meni. Pa ne bomo šteti, kjer je naš odrešnik bil rojen, umrl od mrtvih stoni in nas odrešil. Mi smo venerebe, kristijani. Mi bi morali imeti v cerkvenih zapovedih tudi poromo in sveto deželo, če ne moreš, če te le dajo zmožnosti. Sem ekstremist? Ne. To pripada zdravo. Poglej, zdaj v svetu govori, tam je 3 milijone, drugo letek bo to, ker muslimani imajo celo kvote po državah določene, koliko jih lahko sploh spustijo. No, da jih sploh Saudska Arabija prebavi, da jih lahko gre. Zdaj je ta huda nesreča se jim je tam zgodila spet zaradi neorganiziranosti. Povejte, primeri Nigerije. Nigerija, ta je dobro. V Nigeriji, veste, včasih slišamo, ekstremi jih napadajo, kristijane, tam je pol prebivalstva. Milijonov, ki je 450 nekaj. Še več. In tam je dala Nigerija, muslimanom je plačala romanje v Meko. Kolikor je bilo določeno za Nigerijo letno, da jih lahko tja Roma, tukaj je država dala dolarje, oni imajo denarje od nafte kukrča. Kristijani v luft, kaj pa mi? Kaj pa mi? Ja, mi bi šli po Jeruzalem. Demokracija, ordol, v redu. Kolikor muslimanov v Meko, to kristijanov v Jeruzalem. Judje so bili takoj zraven, so že naredili pogodbe in oni imajo cele kontingente romarjev iz Nigerije, vsi lepo disciplinirani in zraven se je pa prislinil Turek, jih pa vozi z avionom. Turkish Air, ki je 3 leta že prvi evropski prevoznik, letalski prevoznik v Evropi, po kvaliteti in po točnosti. On je vse prevzel in jih vozili iz Nigerije v Izrael in jih tam lepo imajo po 10 dni romanje in še vsak, ko pride, dobi pa še $1000 za drobne stroške, kot so angelčki, paternošte in take stvari. Naš so takoj rekli, pater, gremo pa mi kaj? So rekel, no čelo se pobarpite, pa pojte v Nigerijo, pa boste dobili $1000 za romanje. Pa ste videli? To je to. Zdaj smo rekli, kam ne bi šli, zakaj ne bi šli, kako poteka eno romanje, tipično romanje v organizaciji komisarjata za sveto deželo. Kdaj se lahko roma, kako se roma, je naporno, ni naporno, so ljudje, ki se vračajo na romanja, kako bi nakratko in izkušeno pisati. Nocoj, ko smo se predno sprašali, sem si videl eno romarko, ki je povratnica v sveto deželo že 17krat. In drugo leto bo šla 18-tič. Ni omejitev. Enkrat ali 18krat, ali pa pater 140, to je vse relativno. Koliko časa traje? Na meni imamo neutraljen, ampak zdaj izbiramo med tem, koliko je še nekako pristojno ali pa pristopno ljudem, da lahko stroškov se dogolijo, in pa da mi ta glavne stvari, bi rekli, Juriško bi rekel, da ta glavne stvari polovimo. Mi moramo ujeti noter celotno, če gledamo program, celotno cerkveno leto. Od Adventa, Božiča, treh kraljev, posta, trpljenja, vstajenja, binkošti, potem pa še rečni telo, gotovo dvorano zadnje večerje, tako da mi vse te stebre, na katerih celotno liturgično cerkveno leto stoji, da mi to obdelamo. Doživimo, praznujemo, lepše rečeno, da mi vse to praznujemo in dejansko potem mi smo tam 7-8 dni. In to lahko skozi pridemo. Nimamo kakšnih posebnih destinacij, kot so recimo Masada. To je judovska stvar. Ampak kakšni hoče tudi kjer.
in damo možnost, ali se kopajo, ali gredo na masado, no to je še potem bolj ob strani. Potem imamo zraven tega še, zdaj imamo Bogomirja, ker ga moramo omeniti, našega zvestega in navdušenca za Sveto deželo. Zdaj sem njega prosil, da naj naredi program B. Poleg tega klasičnega, ki je, kot smo rekli, bi bil pa še program B, ki ga bomo zdaj začeli že z drugim letom delati, bo pa tiste stvari, ki so tudi če biblične, so pomembne, ampak jih ne moramo spraviti v en ta teden. Tako da zdaj imamo že za februar, pripravljamo dol južni del, Puščavo, Arad, Avdat, Timna, Berševa, da te stvari, ki niso redno bile zdaj v programu, tudi damo, ker so zelo pomembne in stare zaveze. Tako da tisti, ki so že enkrat bili, pa gredo še drugič. Veste, ena je šla tako, pa je rekla, pater, kdo bo vprašal za Sveto deželo, rečete, ko greš prvič, samo gledaš, da se ne zgaviš. To je zadostno, ko greš prvič. Potem greš drugič, pa še malo več veš, pa še tudi bolj vidiš. Ker ko prvič priješ, imaš tako glavo, ker je to toliko podatkov. Premislite, da smo vidva na avtobusu, pa da vas s Renato nabijeva od zjutraj do 7, do zvečer do 7. Se vam mora glavo raznesti. Ko en nekaj drug začne. In to je grozno. To je komaj preživiš. Ja. Ja. Je tako. Ja. To ne povejo tisti, ki so z nama že romali v tistih krajih, tovali in dol. Ampak sliši se zelo naporno. Prvič zelo drago, drugič zelo naporno, tretjič v take kraje, ki smo rekli, da so v medijih prikazani kot zelo navarne, ampak to smo že odgovorili. Kako bi na prva dva izziva? Prvi izziv je ta naporno, neč naporno. Pročist neč naporno. Tisti dan, ko uglavnem je treba tako reči, če skozi doma sediš, da niti malo ne migaš, potem je naporno. Je gotovo naporno. Moraš imeti eno kondicijo, da boš hodil. Recimo, da se en dan na nogah držiš, da lahko giblješ. Recimo tisti dan, ki je Jeruzalem. Stopnice gor, stopnice dol. Gledaš tam, ja, to je moraš pa gledati. Kdor pa samo reči, pa ni nič, ne pa ni nič. Tako da to je treba. Druga reč, a nisi prej rekel, kateri čas? Vsak čas je za Sveto deželo svet in lep. Če greš decembra meseca, tam nimaš snega, je sicer še vse tako puščavsko, ampak je lepo, ker je po zimi sonce. Če greš februarja, imaš dež in sneg, si kakor doma. Če greš aprila, vse cveti, že marca vse cveti, si spet v čisto tujem svetu. Če greš julija meseca, je vroče kot pes, 40 stopinj, pa preživiš, ker je suha vročina, pa sploh ne veš. Samo moraš piti vodo skozi, da drugače vse ven leti. Tako da je tam vedno lepo, odvisno kaj hočeš videti. Če hočeš zeleno, puščavo videti, ja pa moraš iti februarja, marca. Ko ideš pa domov. Čak, pa še da reci med, še cena. A vam jaz povem to. Ko sem jaz začel pred tolikim letem, je bilo treba za Sveto deželo dati, na slovenske razmere gledam, je bilo treba za Sveto deželo dati 4 do 5 plač, če vzamemo povprečje letno. To je bilo zelo drago. Zdajle pa za 1000 evrov bolje manj, ni treba 2 plač. Ali pa enoč. Ali pa celo pol. Pa primer, živ primer, še prej za časa juge. Smo bili v eno skupino in en mož tako silno skromno oblečen, da se mi je kar malo zasmilil. Kako je ta naš parov tuj, da je šel v Sveto deželo. In zmeraj se je zdravo mene vso, ker tam, kjer pater sedi, zmeraj pater prinese flašo vina. To spada zdravo. In seveda pol pa, po njemu pol, vsak malo bom, sem pater pil, ne, če sem že dolgo. In potem čez par dni smo tako sedeli, sem rekel, ampak ste pa vi dolgo šparil za to Sveto deželo. Je rekel, kaj? Sem pa nekaj naredil narobe. Kaj? Je rekel, to, kar je bilo to stalo za Sveto deželo, za to plačati, to sem plačal, pa še položnice od tega meseca sem plačal iz te penzije, pa še nekaj se dam uvezati na banko. Ne sodi po videzu obraza. Tako je. Ja. Zato je to silna relativna stvar, koliko je dragolj, pa koliko je pocet. Kako se potuje po Sveti deželi? Je to, vi povete?
kakšen način, kakšno prevozno sredstvo, so kakšne posebne kontrole, kje se biva, povejte te o Kazanovi oziroma teh frančiškanskih bivališčih, kaj se je, kot tisti, ki bi se morda odločil, da ve, kaj ga čaka. Ampak kratko. Glejte, slovenska varianta imamo polpenzione. Pomeni jemo zjutraj, jemo zvečer. Italijanska varianta je 500 € dražje, ima še kosilo zdravo, pa še kaj. Tako da dolžina je enaka približno, če vidite te agencije, te ljune. Prvo smo rekli, vsak kranjc, ki gre na pot, vzeme šnopc pa klobaso. Tam imaš kruha, tega malo, to opoldne se malo usede, pa se malo nareže, pa si dober. Za kosilo, meni se škoda časa zdi. Se moraš usesti, se moraš peleti nekam nazaj, sediš in pok se tam vašaš, je pa vsaj še 1 ura, en ripozo, ma kaj še en ripozo, in potem posluš popoldne ne narediš nič. Zato se meni po tej plati škoda zdi tiste južne. Glih tako, kot ti je rekel profesor Stale, ta je svetiški kandidat, ga je Škof Lenič vabil, pridi to, ne pa se tako suh, na škofijo boš pa nas južnov, ko se tako suh. Kaj je rekel? Na škofiji por južne samo čverkajo. Jaz v pol ure krompir skuham, ga pojem, pa še nagrad letim. Da se malo časa zgodi. Iz tega stališča imamo tak program. Kaj pa šnopc? Šnopca, kakor rabiš tu, ko vzemeš, ker to je zdravilo. Zakaj? Ja, preganjanje najprej, to je preventiva, potem je pa tudi kurativa, če se zgodi. Za 2 stvari noza. Ja, je prav? Čeprav drugače dobrega vina v Izraelu imajo dosti. Izrael je bolj kak na vino. Mi se bolj poslužujemo palestinskega, to je pa salezijanskih vinogradov, ki so pod Betlehema dol čez. Salezijanci so tudi cenovno dostopni, niso izkoriščevalci. Sam pa to so zelo fini, jih moram kupati. Medtem ko Jurije navijajo, ne, dobro navijaš, seveda pa navijaš, je pa dražje, ne, da se še preživi. Pa še nekaj je naredski, da je skočila, da si jih vprašal. Ajo, vozi. Najprej, pred 100 leti je šlo 540 Slovencev za Škofom Jegličem v Sveto deželo. 27 Goričanov med njimi, ker je cel spisek, imamo vse izdano, je krasno naredno. In so šli iz Avstrije v Turčijo, ker je bil Trst takrat, če leta 10 je bil še avstrijski. Jafa je bila pa turška. Zato so šli takrat iz Avstrije v Turčijo. Danes pa, če bi se isto progo peljali, bi šli pa recimo iz Kopra ali pa bi šli v Jafo, bi šli pa iz Slovenije v Izrael. Takrat so se peljali iz Jafe z 2 vlakoma v Jeruzalem, po progi gor, lepa, in tam peš po Jeruzalemu. In okolici, Betlehem peš, to so obvladali peš. En dan so šli, 2 dni so poporabili, da so šli na Jordan, so se peljali z vozovi. To vse notri v Bogoljubu, v starem Bogoljubu piše, ali pa na naših internetnih straneh imamo te stare štorije še odpisane. So se popeljali do Jordana, tam so šli seveda poromati na kraj, kjer je bil Jezus krščen in tako naprej, tam so prenošli in drug dan nazaj. In kaj je bilo najbolj zanimivo, ko so prišli do Mrtvega morja, je tam že eden prodajal sladoled in sadje. In kdo je to bil? En kranjski Janez. Prehitel jih je in tam je že naredil štacuno in je bil izvedljiv bolj kot reakcija. Tako da takrat obiskali niso Galileje, niso obiskali, kakšen posameznik, takrat je bilo samo s konjem možno še gor. Danes imamo mi tam avtobus, na vse kraje te pripele, ustaviš, greš dol, greš ven, greš naprej. Glih po Jeruzalemu, ker so to koske ulice, pa ne moraš. Da se pohodi. Ja. A prav? Ja. Dvojimo. Obljubili smo 1 uro, ne? Smo že malo čestne? Ja, skoraj. Tako da bi se spodobilo, da zaključva počasi. Da ljudstvo nekamo mučiti. Tako, pa dajmo vam prepustiti besedo, verjetno ima kdo kakšno pripombo, kakšno vprašanje, kakšno misel, kakšno osebno izkušnjo, tako da lepo vabljeni k besedi, da se javite tisti, ki bi kaj dodali oziroma ki vprašali. Rečite kaj. Če ste že bili, kako je bilo hudo? Kaj? Mimo grede, je Egipt res odpisan definitivno, kako vidite, recimo, je to bil tisti del potovanja, ki je najbolj slikovit, najbolj spektakularni. Ja, mi smo Egipt enkrat že, takrat, ki je bila tista egiptovska kriza, smo ga v zadnjem momentu brisali in smo potem skraj Egipt vrgli ven, ker se je zdelo, da ni varno. Lani smo pa bili, smo isto klasično začeli s Kajro,
pa šli k Svetemu Antonu dol, ki so votlino njegovo, Svetemu Antonu Puščavniku in tako naprej. Samo Egipčani so nerodni, ker se pustili od Izraelov malo poučiti, kako se delajo kontrole. Smo se vozili iz Ain Sukna, to je od Sueza dol, pa do Katarine na Sinaju smo se vozili 15 ur, ko se pride v 9. Prideš, tam imajo tistih checkpointov, ko hočeš, pa te ustavi in te 1 uro drži, ja, moramo zaradi varnosti vas držati tle. V tem času se nič ne zgodi, pa poreče, zdaj pelji pa naprej. Prideš čez 50 km do naslednjega checkpointa, stop, ne morate naprej. Ja, je nevarno. Kaj je nevarno? V bistvu so sami sebi strah te egiptovske varnostne sile. Zraven imaš pa še na vsakem avtobusu še 2 civila s pištolom, ki veš, da ne bo se skrb nič. Ampak tiste moraš se tlačiti, da jih imaš zraven. In zdaj imajo pa še tale koridor, če imate v spominu, od Rdečega morja, gor proti Sveti Katarini, se je prišlo v 2 urah, se je prišlo. Ker so tam zdaj kao nevarnosti od strani ne vem kakšnih ustajnikov. In kad so imeli, se jim je zgodil predlanskim, se je zgodil en rob banke. In so jim ušli. Potem so jih, policija jih je našla, tiste robarje, jih je zaprla in so zdaj se pa oni iz maščevanja, da bodo pa na turiste metali kamne oziroma jih bodo zaprli na tisti cesti gor do Katarine, do središča. In ker je zdaj tako, je treba iti na Šarm el Šejk, Al-Dur do Šarm el Šejka, pa nazaj, tako da te še 3 ure dodatno vožnje da. In jaz sem nanj sklenil, sem rekel, takole se z nas ne boste norce delati. In drugo leto ne pridemo. Pa so šli po loft, pa oni vodiči, pa varnostna služba, kaj se smo mi čisto varni. Sem rekel, da bom jaz zdaj 15 ur se tle cjazu zaradi vaših nesposobnosti. Vas drugo leto ne snemo. In zdaj za drugo leto tega programa nimamo, smo ga pa novega naredili. Če bo naslednje leto, kaj bomo skličili, kaj To bi morali videti, kako se pa Abuna pogovarja oziroma pogaja z Arabci. Tudi z njihovimi avtoritetami, s policaji, cariniki in tako naprej. Verjamem, da to morate doživeti v živo. Ja. Da se to zvolj slikovito. Ni vse skrbič, res nesposobno je totalno. Zato ni čudno, če jim pole oni pobegnejo tisti ISIS tam po Egiptu. Če še sem malo podoben rekel, ma koliko jezikov znate? Ma enega, svojega. Ampak zmeni se pa z vsemi. Ni vse skrbič. Še kakšno vprašanje? Ja. Tako da ni za skos, ampak za drug let ga namo daljno. Naj se malo zboljšajo, pa da ne se Angličani večkrat reda navadijo, pa bomo pa šli. Ja. Ja. Malo politike. Ja. Kaj mislite, zakaj se Izrael tako protivi, da bi nastala palestinska država? In ne vem, kaj, jaz mislim, da pač ena resolucija Združenih narodov stara, ki to predvideli, pa še eno tako zadevo bolj turistično, pa tudi ne. Slišal sem nekje bral, da se ob pravoslavni veliki noči v neki jeruzalemski cerkvi, mislim, ustajena, nisem bil tam, jaz nisem še bil Izrael, nisem bil srednji želj, da se tam zgodi nekako nek čude, da se prikaže neka luč. Kaj je to? Bom tudi prvo. Veste kaj, pravoslavni prinesejo sveti ogenj iz Božjega groba. V Božjem grobu oni, patriarh je tam, kresne ogenj z iskro, s kamnom. In tam ga zakurijo in prinesejo ven iz Božjega groba, kjer z Jerusu zbrano. Zdaj, eni pa govorijo, tako veste, tu so pa zdaj že zgodbe. Dejstvo je tudi, da ga s kresilom, kakor pri nas mi velikonočni ogenj svečo pri velikonočnem ognju na Veliko soboto, je tudi iz Žerjavceva, recimo. Če se pa ne pa malo pihneš, pa zagori. Pa papir. On ga pa s kresilom, s kamnom, prižge in potem oni vsi čakajo, ker on prinese v tisto baklo in potem prižigajo tega. Sem to je razlika. Seveda zraven pridejo pa zgodbe, ja, da se je to pa kar samo žgal, pa da je tako iz nebes padlo, tako da je treba biti realni. Sicer Bogomir, to bi mogli Bogomirju vprašati, ki je bil pa tam in je to spremljal, ki je bil v Božjem grobu zdaj 1 leto, Bogomir Trošt. Ja, Bogomir Trošt je bil že omenjen, da nas to je župnik v Lokavcu in Štomažu. Je 1 leto živel v Božjem grobu kot škofijski duhovnik. Oblečen na frančiškanu. Tudi pogovarjali, da bi enkrat v prihodnosti prišel, ker ima veliko
zapovedal, drugače pa profesor latinščine na Škofijski gimnaziji v Vipavi. Ampak drugi del odgovora, ne še? Da boste vi... Drugi del pa mogoče bolj tvoje pristojnost. Ja, mislim, bolj ne bomo politizirali, ampak Izrael je država, ki je utemeljena na priseljencih, na zgodovini, na stari zavezi Svetega pisma, na krvi, na empirični izkušnji holokausta. Zdaj se lahko krejemo, ali so jih pobili 6 milijonov, jih je bilo 5 milijonov 700 tisoč, to ni nekega vloge, tudi če je bil še kakšen tisoč manj, izpravim, da ne. Dejstvo je, da to je država, ki si je morala svojo neodvisnost izboriti, država, ki ima različne kulturne verske tradicije, tudi judovstvo ni enotno, nimajo enotnega papeža, nimajo enotnega rabina. To je država, ki se je tam ustvarila od diaspore, torej različnih priseljenskih skupnosti od Južne Amerike do Evrope, od Afrike do Azije, do Avstralije, do Amerike, severne, ki so tja se priselili. To je država, ki se je morala od prvega dne neodvisnosti, torej od 15. maja 1948 naprej spopadati z okoliškimi arabskimi sosedi, čeprav so Judje kot Arabci oboji semiti, so bratranci, bi rekli, po kulturi, po jeziku tudi, hebrejščina in arabščina sta vsi zelo podobna. Danes bi nas morali ustrezno pozdraviti, pa smo pozabili Abuna. Šalom Aleichem, torej lepo pozdravljeni, mir z vami dobesedno, ali pa salam aleikum, ne? Salam aleikum, po arabsko zelo podobno zveni, šalom Aleichem, salam aleikum. Torej, to morje izraelsko znotraj palestinskega, ta otok znotraj palestinskega morja, arabskega morja, ker palestinci so arabci iz Palestine, ta otok se mora vedno braniti. Vedno ne počne to na ustrezen način. In tudi znotraj judovskega ljudstva v Izraelu je več tendenc, kako reševati odnose z palestinci. En tendenca je, da bi jim končno priznali državo. Druga, nacionalistična, tudi temeljena na ortodoksnih rabinih, torej na verskem izročilu, pravi, da celotno ozemlje od Egipta do Arabskega zaliva do Kuvajta je starozavezna judovska dežela, kar je Bog dal Kanaan, ki ga je Bog Jahve dal izraelskemu ljudstvu. Torej, to pripada vsem njim. Te tendence so zelo močne. In znotraj teh dveh tendenc bo treba poiskati eno srednjo pot, upam, nekateri napovedujejo vojno, jaz pogosto potujem tja dol, me vprašajo, kdaj bo vojna, ne vem, lahko jutri, lahko je še nekaj časa ne bo. Zdaj je že dolgo let mir, hvala Bogu, je res se družba zelo militarizirana in to se vidi v vsakem koraku, to je Abuna zelo lepo povedal. Dejstvo pa tudi je, da bi država ostala v soživljenju med Palestinci in Izraelci ni mogoče iz več razlogov. Eden je glavni razlog je demografija oziroma nataliteta. Judje imajo kot večina evropskih držav 2, morda 3 otroke. Razen ortodoksnih, ekstremnih, če hočete, nima več te besede, ampak ekstremnih judov, ki imajo tudi po 80 otrok. Na drugi strani Palestinci tudi veliko število natalitete. Če Judje ne bi imeli priseljevanja iz Francije, iz Ukrajine, Rusije, tudi Italije, iz Italije je šlo kar nekaj kontingentov, tudi lani v Izrael, predvsem pa iz ameriških judov, argentinskih judov, bi Izrael že davno se utopil v Arabskem morju, sosedskem morju. Tako da tukaj bo treba poiskati nek kompromis, navija se za sistem dveh držav, torej država je Palestina in Izrael. Palestino je priznalo več kot 100 držav, tudi nekatere članice Evropske unije, tudi Vatikan, nedolgo nazaj. Ni pa polnopravna članica Združenih narodov, ker je ena velika težava. Država, da postane popolnoma neodvisna, mora kontrolirati svoje meje. Palestina jih ne kontrolira. Njihove meje še vedno na vse strani kontrolira Izrael. Poleg tega je vprašanje tukaj še judovskih naselbin. Torej, kot bi recimo Avstrija naredila svojo naselbino v Ljubljani, na Vrhniki, Postojni, v Pivki in tako naprej, da rekla, to je del Avstrije. Nekako tako sem poskušal plastično prikazati, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Več ne bom šel v podrobnosti, ne, ker bo
Žal še bilo vprašanje, zakaj. To je pa najtežji odgovor. Zakaj? Če večkrat še razšledimo. Arabci, ki so v leta 1948 padli pod Izrael, tisti, ki niso bežali, pomeni cela Galileja, oni so postali državljani Izraela z vsemi državljanskimi pravicami kot ljudje. Skoraj vse. Ja. Danes so državljani tam. Palestinci so pa kateri? Tisti, ki so živeli v Jordaniji do leta 67, in zdaj, če gledate zemljevide, to je zdaj Palestina, pa ne vsak. In tu je zdaj problem palestinske države, vključno z Gazo, ki je bilo pa pod Egiptom prej. Tako da ni na celotnem teritoriju Izraela ta problem obstaja. In ne za vse Arabce, samo za tiste Arabce, ki so do leta 67 spadali pod kraljestvo Jordanije, vključno s starim delom Jeruzalema. In tu je zdaj tisti del. In zdaj so, mislim, da so bili sporozumi v Oslu, ki so takrat ta teritorij, ki je leta 67 padel pod Izrael, s tisto 6-dnevno vojno, so znižali na 33% samo. 66 je pod Izrael, tega jordanskega ozemlja, samo 33 je tako zvana Palestina, ki je pa drugačna od Gaze. Gaza je spet čist drug problem. Ni povezan teritorijalno. Ni teritorijalno povezan in tudi ne oblast. Ker Gaza, tam so ti ekstremni Hamas vlada, tako da Palestina nima enotne politike in enotnega predsednika. Vsako je razdeljeno. Pa še tretje. Enako se je zgodilo tudi z Druzi na Golanu. Druzi so ljudstvo, ki so, mislim, da Čerkezov, nekaj se je izumil Kavkaz. Tako. In to ljudstvo je tudi muslimansko. Pa so druga nacija, niso ne Arabci, ne Judje, in ko je Izrael Golan prevzel, so oni lepo postali lojalni izraelski državi. So postali izraelski državljani, so ohranili svoje pravice in pelijo naprej. Pomeni, ko je ob nastanku Izraela, če bi bili ti Arabci malo bolj pametni, pa jim zdaj nočem nič očitati, ne spameti, takrat jih je jeruzalemski mufti na Židov, bežimo, ker nas bodo Judje vse pobili. In se je zgodil tisti veliki eksodus iz Hajfe, recimo, celotna Hajfa se je Arabcev, Jafet tudi, se je zbežala v Sirijo in v Libano. In so rekli, mi se bomo v enem mestu, se bomo oborožili, nazaj prišli in bomo Jude vrgli v morje. Piše se leto 2015, pa se še to ni zgodilo. In ti begunci, ki so bili tam v Damasku, pa se pravi v okolici Damaska, so že spet begunci, da smo mogoče v Evropi. Tako da če bi takrat imeli drugačen pristop Arabci tudi, pa ga niso imeli, bi oni sprejeli to novo državo kot svojo in bi bili že danes večji, ali pa vsaj tukšneže, kot so ljudje, glede na nataliteto. In bi ostali državljani. Ljudje jih ne bi pobili. Sej so za vse skupaj nastopila nova država. Galileja je celo ostala. Sicer, mnogim so vzeli zemljo. Recimo, poslušaš naše arabske kristijane, nam so vzeli cele grunte, pa tako naprej. Da so vzeli, nekaj se jim odplačali, nekaj prisilno vzeli, kot pri nas nacionalizacija, ampak oni so tam ostali, so zdaj državljani. Tako da, tu so, veste, korenine tega, zakaj? Segajo daleč in danes je pa odvisno, da rekli, damo glas za palestinsko državo, ne damo glasov za palestinsko državo. To je tisto politično vprašanje, ki temelji v Bibliji, tako kot ljudje razlagajo v Stari zavezi, Jahve je dal kanansko deželo, to nam pripada, to si bomo vzeli. Ljudje, vemo, potem po letu 70 so razdeljani po diaspori, po celem Rimskem imperiju, ki so se upirali Rimljanom. 1900 let niso imeli svoje države, živeli so raztreseni po celem svetu, od Gorice in Trsta do Berlina, do Poljske in povsem, vemo, kaj se je zgodilo v drugi svetovni vojni. In potem so tudi, ne samo, ampak tudi zaradi slabe vesti velikih narodov, ki jim, po moje, niso dovolj pomagali med holokaustom, so dobili svojo državo. Kar ne pomeni, da se popolnoma ustrezno obnašajo do svojih arabskih palestinskih sosedov. To je pa vprašanje, ki bi terjal še en večer, morda ga bomo kdaj tudi organizirali, zato smo se pogovarjali, da bi dobili enega judovskega sogovornika, jih je nekaj, tudi v naši bližini, ki bi znal iz svojega stališča kaj povedati.
Vi ste prej naštel Sveto deželo, jaz sem tu z vami Sveto deželo države, ki spadajo v to Širšo Sveto deželo. Torej, v tem sklopu je danes največ nemirov, največ vojn, največ prepirov, največ sovraštva. In tukaj imamo največjo koncentracijo najrazličnejših veroizpovedi, od katoliške, krščanske, pa tako naprej. Ampak je morda vzrok tudi, da je ta dežela tako nestabilna, tako ranljiva, tako nesposobna, da bi se dala en red. Je tudi to, torej mislim, versko vprašanje lahko tudi v ospredju glede tega nemogočega problema, ki je značilen za celotno to območje. Glejte, že sama prva beseda, če jo uporabim Jeruzalem. Jerušalem. To je utrdba miru. In v Jeruzalemu miru še ni. Sveta dežela, dežela miru. Pojemo v božični pesmi, da je na zemlji nastopil mir, ko je Jezus rodil. Angeli so peli slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Jaz mislim, samo tisti čas, ko so to kitico peli, angeli, je bil mir. Namreč, bi rekli, sveta dežela je kakor ena suha kepa, ki kliče po dežju miru. Nima ga pa. Drugo vprašanje drugi del odgovora se pa sposodim od patra Mansa. To je bil francoski pater, ki je del Jeruzalemu razlagalcevega pisma, je bil rojen kot sin diplomata v Sarajevu. Ampak je Francoz, pa je potem stopil v posodijo in je tam je razlagalcevega pisma. In to vprašanje njemu postavljeno. In je rekel. Pravi, dajte se predstavljati, da smo mi vsi skupaj eno telo. Dežela sveta. Vsi smo kakor udje. Jeruzalem je pa popek tega. Poslušajte, je rekel, če te roka boli, te v popku skeli. Pomeni, dajte vzpostaviti najprej zunaj mir, potem pa tudi v Jeruzalemu. To je pa pater Mans odgovoril. Če razlagamo s to prispodobo, v Jeruzalemu ne bo miru, dokler na svetu ne bo. Tako si on zamišlja. Tako da, to je, dejansko je kot utrdbo miru, Jeruzalem, mesto miru, je dejansko najveljma najmanj. Pa kako temu ima, ker je sožitje, sobivanje, komunikacija, dialog. Če dokler je to možno, se deluje. Damo še Julijanu, ki je začel, vesel sem bil še njemu še vprašanje, ker je bil zdaj letos tukaj dol. Jaz se hotel navezati na to, če mi lahko razložil, mene je med toliko in drugim, Roman je bilo izredno bogato in tudi globoko. Tako mi je ostala tudi med drugim ta stvar, da Judje pričakujejo, da se bojo vrnili v Jeruzalem skozi ena vrata, zlata vrata, ki so zazidana. Ki so zazidana. Zdaj, pred temi vrati pa so Arabci, imajo muslimani, imajo pokopališče, kar pomeni, da je za Jude je ta zemlja nečista. Neprehodna. Če bi lahko, ker to, ne vem, če so oni naredili to na laž Judom, ali če to nastane, ampak kaj pomeni to Judom, ta problem? Ker se mi zdi, da je malo tako ena prospodoba potem si deželi, ker recimo tudi sem videl, da Judje po nekaterih delih Jeruzalema hodijo gor po hišah, da je taka pot speljana, zato da ne grejo po arabskem delu mesta. Ta prispodoba verjetno tudi teološki problem to za njih zdaj, kako rešiti to stvar. Zdaj, največji teološki problem ni prav tist Britov tam, po vrata, tisto vse naredijo, ker ko je Suliman Veličastni leta 1515, ki je to obzidje zdajšnjo zgradil, polga ni več popravljal, sem še razbil, sem ga mogli angliži, je ta vrata, to so bila zlata vrata dejansko, tam je bil vhod v tempelj. In Suliman Veličastni je to dal načrtno zazidati, ker če greste vi znotrajne stene, včasih smo še tam hodili, je noter vse,
so noter vrata še posebej, to je v bistvu kar ena zgradba, recimo ena stražarnica, ki je dopuščala vhod v mesto. Zdaj so pa tisto zaprli. Že 1550, ko je Turčija prevzela oblast nad Jeruzalemom. Zdaj ni problem, ta del so zunaj pa muslimanski grobovi. Ljudje bi to že kako šli, če tako so znajdivi. Ampak problem je džamija na tempelski ploščadi. Ljudje imajo pripravljeno vse študije, da bi tam nazaj postavili tempel. Tam ni problem in tudi ni problem dna. Zdaj ga skrb zberejo pa naredijo. Toda, kje je točno mesto, kjer je stal tempel? Tle se pa razhajamo. Ali je stal 1 meter čez, ali je meter nazaj, ali pa 5 metrov, ali pa sam. Vsekakor tam, kjer je Omerjevo mošeje, tam je možno, tam je stalo nekje. Ampak, kdo je pa lahko tempel gradil, gospodu? Leviti, ki so bili oni v levitsko službo postavljeni in so bili hkrati tudi mojstri. Ne more neposvečen rokodelec graditi templja. Kajti, kdor stopi pa na presveto, bodi preklet in mora umreti. Ljudje imajo sami v sebi zdaj to zavoro, da bi šli oni postaviti tempelj tam, kjer je bil in takšen, kot je bil. Da bi levite, imamo levije sinove, imamo, bi našli mogoče. Ampak zdaj pa stopiti se spomnite leta 80? Kdaj je bil leta? 2000. Ko je Šaron stopil gor, so ga ljudi preklinjali, ker je on prestopil, ker je stopil na judovski presveti kraj, on jud, ki bi moral to vedeti, in takrat je zaneto intifado. A vidite, tu ni stvar samo ene matematike. To je zdaj stvar. Sposoben biti, usposobljen, najprej je pa treba tole Omerjevo mošeje odstraniti. Morda bi še to naredili ljudje, bi napravili tu helikopterjev, žice okoli dvignejo in Saudsko Arabo delajo. Samo v tistem trenutku je svetovna vojna, se sesuje vse. Kaj bomo rešili? Edino so žitje. Ne rešimo prav čistič, pa če gremo vse razstaviti. A si videl, kaj sem zakompliciral? Ne, res. Ja, a vidiš, stvar je po tej plati nerešljiva, ker tu je jedro vsega. In zdaj imate recimo fotografije iz Oljske gore, Juda gledaš. Takole gleda, ko mora gledati tisto kupolo pred seboj, ki je bil tam tempel, joka nad Jeruzalemom. Zadnj smo imeli sreče predavati v grobo. Je z glavo toliko gleda. Adonaj, bum, bum, bum. In je jokal solzami, ker je jokal pri Davidu, ker zakaj ni njegovega kraljestva več. In ko smo imeli to Davida, otrok se tukne jokal. Kot se je star jud in tolku z glavo noter v tiste njegov grob. David, daj vzpostavi nazaj svoje kraljestvo. Ne more. Ti bolj odgovarjamo slabi. Zato bova zaključila. Ne, še da mene roka. Še eno? Ja. Če ste navodnjevo, še eno. Jaz sem zelo mlad, ampak bo malo politično nakopano. Prej ste omenil to arabsko pomlad, Američane in tako. Jaz sem nobenega zagovarjal, ampak recimo tudi v Jugoslaviji nisem toliko doživel, ampak mi smo neki zgodovino vemo, kako je v Jugoslaviji šlo s tem našim samodrstvom. Njegov čas se je iztekel in kaj je potem bilo. A ni mogoče ta arabska pomlad, dobro, ne vem koliko je strani demokracije, ameriške spodbojena, ampak posledica tega, da se čas teh samodrstv izteka. A mi tele samodrsti kot neki očetje, ki bedijo nad svojimi sinovi in nič ne dopustijo. Kaj se zgodi, ko oni umrejo? Ko so odstranjeni? Iz tega, kar se je zgodilo nazaj, nam postaja ena stvar čist jasna. Za demokracijo ameriškega tipa ali pa recimo evropskega tipa so ljudje, recimo, da so zreli. Čeprav absolutne trditve, da je to najboljša stvar vladavine, ni. Demokracija. Za te ljudi, ki so pa na vzhodu, to je pa klanska družba. To je družba, klan, šef. Palce v roke, bum. In če greš do cele piramide, oni potrebujejo samo držce. On potrebuje enega glavnega šefa.
Poglejte samo primer zdaj, kjer se je ta samodržnost ohranila v Jordaniji. Jordanija ni tak tip, ampak še zmeram, oni prisegajo na kralja Abdullaha, on je naš komandant in mi smo njemu pokorni, so poskušali malo se dvigati, kje je kakšne take ustajniki pa to. Ne, mi smo mu pokorni in mu pripadamo. Tu je čist nekaj drugega, kakor demokracija naša. Recimo, v Libiji, on je bil na koncu življenja, a ni mogoče to je normalen proces, ki se išče nekega naslednika, Ja, bom ga sam dal. Se ga ni dal. Asad je oddedoval od svojega Baširja, od svojega očeta. Libijski diktator Gaddafi ga ni iznajdel. In isto je bilo, recimo, Tito, tudi ni imel nekega naslednika. Ker ga ni imel, vse je stvar razsula. Mogoče je problem tudi... Problem je v družbo, ki ni dala razsvetljenstva svojega skozi, presajati neke zahodne, tako imenovane zahodne vrednote. Vidimo, kaj se dogaja v Afganistanu, ki je nekaj podobnega, vidimo, kaj se dogaja v Iraku, v Libiji in tako naprej. Tudi v Maroku, čeprav Maroko je ven iz teh smeri, ni imel arabske ustaje, kot so imeli druge države, nekaj se je kuhalo, pa se ni skuhalo. Torej, predvsem je težava v presajanju naših vrednot, naših vzorcev in tukaj napaka zahodne družbe v ta bližnjo-vzhodni kot. Ja, gledajte, ta miselnost je tudi čisto druga kot naša. Samo, zdaj pa pogled, primer Palestine. Pogled, zakaj je v Gazi Hamas? Tam je pa Fatah. Drugega ne priznajo, pa so vsi iz iste krvi, praktično, iz iste krvi. Ne priznajo, ker ni enega tukaj močnega, da bi jih stisnil in da bi bil poglavar čez vse. Bil je Arafat. Točno. Po njegovi smrti? Po njegovi je pa sprestav. Vidiš, to zdaj pomeni, mišljenje ljudi je to čisto drugo. To je klanska družba, ki mora imeti tirana, enega, ki stisne, je gospodar in če je dober, soliden, ljudem priljubljen, to vse pelje. Sveda, če je pa podobne barava, je pa drug rezultat. Ja, pa samo, sem prej omenil Američane, ki naj bi bili glavni odgovorni za to destabilizacijo regije. Zakaj po vašem mnenju ravno oni ustrajajo pri tem, da bi vrgli Bašarja Asada, predsednika Sirije? Zdaj se že malo popustili. Oni so že malo popustili, zato prav sem že rekel, Amerikanci so svoje stališča dosti že obrnili okoli. Namreč, da je bil v Iraku gotov, to so razlogi, so nafta in tako naprej. V Siriji pa tega ni kaj dosti. Tako da tega Bašarja Amerikanci zdaj so že stopili nazaj. Vidite, zdaj Evropa malo gleda, medtem ko edini Rus, in še zmeraj Rus je bil skozi na njihovi strani, tudi za časa 6-dnevne vojne je bil Rus na strani. Dejansko sta se na Golonu srečavali dve meji, ruska in amerikanska. Amerikanska z izraelske strani, ruska pa iz sirske. Tako da tam noter, jaz ne vidim drugega izhoda, kot obdržati tega ali pa njegovega naslednika, da bo drugače kristijani tam lahko spakerijo, če bodo odnesli lahko zdravo glavo stran. Dobro, da ne bi končali tako politično, govorili smo o drugih stvareh, tudi nekaj o politiki, o aktualni politiki, to je mislim, da prav. Upam, da smo poskušali odgovoriti v tem formalnem delu na večino vaših vprašanj, vaše vedoželjnosti. Če je ostalo kaj neodgovorjenega, je možnost, ne boste tukaj lavko na Vič, v Ljubljano, upam, da se boste ostali še par minut, pa lahko se pokrmljal z vašimi nekdanjimi sopotniki, morda bodočimi sopotniki. Zunaj, na desni strani, ko boste šli iz dvorane, lahko nabavite vodnik po Sveti deželi, zelo lep DVD po Sveti deželi, pa še eno stvar, kaj še? Pa programi za Sveto deželo. Ampak zdaj tako, pošljite najcenejšo Sveto deželo lahko vi doživite tako, da kupite knjigo in DVD za 20 €. Tam je gor vse. Tisto doma gledate 15-krat in ste tam in ne rabite hoditi v Sveto deželo. Torej, še enkrat najlepša hvala Patru Lavriku in Renatu za ta lep večer o Sveti deželi in
Moram pa reči, da ko sem bil tam zdaj letos januarja, če bi 20krat gledal tiste DVD, ne vem, če bi bilo isto. No, hvala tudi vsem vam, da ste bili danes tukaj na tem večeru pod Lipami, ki je v sklopu socialnega tedna. Jaz vas, predno se razidemo, seveda vas povabimo še, da se malo ustavite med nami na kozarcu vina tukaj v bližnjih prostorih. Bi želel samo spomniti naša naslednja srečanja in sicer v četrtek 1. oktobra bomo imeli v gosteh Zdravka Likarja, to je načelnika Tolminske upravne enote in predsednika Fundacije Miru, ki je nastala zdaj, ko se praznuje stoletnico začetka Prve svetovne vojne. Tudi ta večer je v sklopu socialnega tedna, pogovarjali pa se bomo na temo odnosi med Slovenijo kot matično državo in Slovenci tukaj v deželi Furlaniji in Julijski krajini. On je izreden poznavalec teh meddržavnih odnosov, še posebno s Slovenci v Videmski pokrajini, ki doživljajo tudi danes tak malo resnejši trenutek napram nam tukaj na Goriškem in Tržaškem in mislim, da bo ta večer tudi zelo poučen in zanimiv in predvsem tudi zato, ker on je bil potem ustanovitelj te fundacije Poti miru, ki je zbrala en kup teh stvari, ki so ostale še iz Prve svetovne vojne, tukaj, ko je potekala Soška fronta, tudi v taki luči, da skušamo razumeti, kakšna tragedija je bila tista vojna, kaj je vse prinesla slabega in da se iz tega lahko naučimo, da se bi taki dogodki ne bi več ponavljali. Na to pa imamo še 4. oktobra izlet v Teharje, še so prosta mesta, ki jih lahko na izlet se lahko upišete tukaj pri Kulturnem centru Lojze Bratuč. Odhod bo prav tako iz tega kraja. Izlet spada v sklop 70-letnice konca druge svetovne vojne in vodil ga bo Renato Podbersič tukaj. Izlet predvideva postanek v Teharjah, kjer je bilo zbirno takrat središče, kjer so te domobrance iz Petrin, iz Avstrije vračali v Slovenijo in tam so se dogajale pač stvari, ki bi se ne smele dogajati nikoli. Če bo možno, bo tudi ogled Hude jame, zdaj odvisno, če bo takrat odprta, vsekakor postanek tam bo. Vabljeni tudi na ta dogodek, za naprej pa bomo še sporočili naslednje dogodke, ki se bojo zvrstili običajno na dan četrtka. Hvala lepa in lep večer naprej.